Živi naj vsi narodi, ki hrepenito čakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, neurakle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, neurakle sosed bo, neurakle sosed bo mejak. Dober večer, dragi prijatelji, znanci, sorodniki žrtev krvavega početja med in po drugi svetovni vojni. Naše in življenje naših potomcev se bo vedno plemenitilo in bogatilo s tem, kar so mislili, delali in ustvarjali predniki. Zato ne bomo dopustili zbrisati spomina nanje. Spet smo tukaj, v spomin in opomin. In spominjanje se po domovini širi z ožarjeno toploto, sinoči v Novi Gorici, jutri v Kopru. Pred časom sem se pogovarjala z otroci in vnuki o babici, ki je mojo mamo, še dojenčico, z njimi ostala vdova. Mož je kot vojak umrl v prvi svetovni vojni v lazaretu zaradi kolere. Pokopali so ga, tako kot mnoge druge vojake, stran od doma. Toda še danes je njegovo ime vklesano na spomeniku na ptujskem pokopališču. Tako se dela. A mi se čudimo. Isto civilizacijsko območje in dva tako različna ravnanja oblasti. Huda jama, Macesnova Gorica, jama pod Krenom, jarek na Teznem pri Mariboru, grape, gozdni obronki, kosti, kosti. Ne katerekoli, temveč človeške. Pravijo, ne ukvarjajte se z njimi, a nas vznemirjajo. Žalostni smo zaradi ubogih, ki so končali svoje življenje na tako nečloveški način. Vznemirjajo pa nas tudi živi, ki so potisnili resnico v podzavest. Živi, ki še vedno lažejo sami sebi, ki temno stran zgodovine spreminjajo v junaštvo in mrtvim odrekajo pravico do groba. Država pa jim pri tem asistira. Res je, nove generacije nimajo nič s to kruto preteklostjo, zanjo niso krive, so pa z njo zaznamovane. Mnogi so celo rasli v družinah, čigar roke so onečaščene s krvjo nedolžnih. Dolžni bi bili reči, niste prav ravnali naši dedje, naši očetje. Prižigamo žrtvam svečko v spomin in poslovimo se od lažnih mitov. Moja teta, moji bližnji in daljni sorodniki, moji znanci, samo jaz jih lahko v ožjem družinskem krogu naštejem 8. 8 ljudi, ki so ljubili svojo domačijo, a jih je jama pogoltnila in država zavestno pozabila. Berem tudi izpovedi preživelih in gledam ohranjene fotografije mladih ljudi, ki so stali na pragu odraslosti, a jim ni bilo dano živeti. Vprašam se, ali se lahko brez razkrivanja resnice vse to ponovi. Veliki Beethoven, čigar en del simfonije 7. smo slišali na začetku, je iz vere v drugačen pravičniški svet Napoleonu v čast posvetil svojo 3. simfonijo Eroiko.
Toda zaradi vladarjevega bolnega častihlepja, oblastiželjnosti in teptanja človečanskih idealov je posvetilo raztrgal. Kolikokrat v zgodovini se je obljuba spreobrnila v laž. Tudi danes se to dogaja. V naši državi se z več ali manj ali nikakršne podpore države odvija proces spominjanja na ljudi z imenom in tudi tiste brez njega. Na ta dolg nas je morala spomniti tudi Evropska unija. Prav danes je namreč mednarodna platforma evropskega spomina in vesti sprejela resolucijo o podpori spominjanja na žrtve komunističnega nasilja in slovensko vlado pozvala, da dan spomina ponovno uvede. Nocojšnji večer bo preplet poezije, glasbe in navdihujočih nagovorov. Tudi prižiganja sveč in polaganja cvetja v spomin. Naša slovesnost naj poteka v tihoti tega večera, zato vas prosim, da med dogajanjem ne ploskate. Ne nastopajoči, naši pokojni naj bodo tak trenutek v našem srcu. Spoštovani navzoči, začnimo ta večer spomina z molitvijo Oče naša. To je molitev, ob kateri je pred daljnimi stoletji slovenski narod nastajal. In to je molitev, ob kateri so se v poslednjih urah naši pokojni pripravljali na bridko smrt. Zmolimo jo za njih, pa tudi za tiste, ki so jim storili hudo. Med 7 prošnjami Oče naša so tudi 3, ki govorijo o človeškem času. Odpusti nam naše dolge, se nanaša na našo preteklost. Prošnja za vsakdanji kruh je usmerjena v živo sedanjost. Reši nas hudega, je usmerjena v našo prihodnost. Izročimo nebeškemu Očetu ves svoj osebni in slovenski čas, bremena preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Nekje pokopališče je na hribu, brez križev, rož, grobovi sami. In prek razpadlega zidu rumena trta, ki išče luč z ugaslimi rokami. Ležim v globini, tiho, tiho. V dolini mrzuje večer in pust. Pri meni luč je in mi sveti. Joj, lep je molk s prstjo zasutih ust. Kam so šle vse rožice, že dolgo tega? Kam so šle vse rožice, minula leta?
kam so šle vse rožice, pobrale so jih deklice, kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Kam so šle vse deklice, že dolgo tega, kam so šle vse deklice, minula leta, kam so šle vse deklice, iskat so fante šle, kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Kam so vsi ti fantje šli, že dolgo tega, kam so vsi ti fantje šli, minula leta. Kam so vsi ti fantje šli, zdaj so vojaki vsi, kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Kam so vsi vojaki šli, že dolgo tega, kam so vsi vojaki šli, minula leta. Kam so vsi vojaki šli, zdaj so v grobovih vsi, kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Kam so vsi grobovi šli, že dolgo tega, kam so vsi grobovi šli, minula leta. Kam so vsi grobovi šli, z rožami so združeni, kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Spoštovani, kmalu bo minilo 33 let, odkar je tu, čisto blizu, na takratnem trgu revolucije, potekala razglasitev samostojne države Republike Slovenije. Predsednik Kučan je takrat rekel že ponaredele besede. Nocoj so dovoljene sanje. Vsi smo jih imeli. Sanje in z njimi povezana pričakovanja. Čakali smo novo, našo državo. Državo, ki bo drugačna od tiste, ki smo jo zapuščali. Veliko nas je bilo, ki smo čakali tudi na to, da bo človek postal človeku enak. Da bomo pustili za seboj več vredne in manj vredne. Ob rojstvu Republike Slovenije je bil, vsaj tako smo upali, prelom s komunistično ideologijo že za nami. Za nami so bile prve svobodne demokratične volitve. Za nami je bila spravna slovesnost oziroma simbolni pokop domobrancev v Kočevskem Rogu. Za nami je bil plebiscit, okoli katerega smo se strnili kot eden. In verjeli smo, da bo novi družbeni red prinesel tudi popravo krivic, ki jih na Slovenskem po drugi svetovni vojni ni bilo malo. In verjeli smo v besedo sprava. Režim, zaslepljen za zmago v drugi svetovni vojni, je kruto obračunal s poraženci.
bil je maščevalen in brezpraven in se ni kaj dosti razlikoval od komunizma, ki je vladal drugod v vzhodni Evropi. Obračunal je z resničnimi in tudi namišljenimi sovražniki in tudi takimi, ki so si prizadevali samo za drugačen ustroj življenja v zvezni Jugoslaviji. Ob izteku je njegova moč sicer popuščala, a za njim so ostale številne krivice, zarezane v duše naših ljudi. Pravijo, da so grenke solze tiste, ki tečejo, še grenkejše pa tiste, ki teči ne smejo. In režim, od katerega smo se poslovili, je za seboj pustil veliko zadušenih solz. 31 let po nastanku naše države je bil razglašen nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Vlada, ki ga je razglasila, je zapisala, da samostojna Republika Slovenija vedenja o razsežnosti komunističnega nasilja, kot tudi občutljivosti do žrtev in preganjanih, ni mogla v zadostni meri prenesti v kolektivno zavest. Zato je tudi odnos do žrtev komunističnega totalitarizma še vedno in čedalje bolj nepieteten. Konec citata. A leto zatem je neka druga vlada ta nacionalni dan spomina na žrtve ukinila. To je storila kar na korespondenčni seji, ker so se ljudje že zbirali, kot je rekel eden od poslancev vladajoče koalicije. Tako se ne dela za zgodovinskim spominom, z državo pa tudi ne. Ali res ne moremo razumeti bolečin svojcev pomorjenih, ki še po 80 letih ne vedo, kje leže njihovi najbližji? Ali res ne moremo razumeti bolečin zapornikov v taboriščih, bolečin žrtev nasilnih razlastitev premoženja, žrtev montiranih procesov, prisilnih izgonov iz kraja bivanja, žrtev streljanja na državni meji? Z ukinitvijo nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja je vlada na še nezaceljene rane notrosila sol in del državljanov ponovno potisnila v tišino in osamo. S to odločitvijo je tudi simbolno zanikala obstoj teh žrtev in s tem izkazala velik primanjkljaj v spoštovanju osnovnih civilizacijskih norm in nadaljevanje ideološkega ločevanja na naše in na tiste, ki si ne zaslužijo niti groba, niti spomina. Nemški predsednik Richard von Weizsäcker je rekel, da kdor si zatiska oči pred preteklostjo, postane slep za prihodnost. Gojil sem upanje, da bo vlada, ki je nacionalni dan spominjanja ukinila, to ob prepoznavanju svoje zmote kmalu popravila. Saj so že modreci vedeli, da človek, ki naredi napako in je ne popravi, s tem zagreši še hujšo napako. In to velja tudi za oblast. A spremembe odločitve nisem dočakal. Zato sem šel v Bruselj. Odločil sem se, da ob pomoči evropske poslanke Romane Tomc pred celotno evropsko javnostjo opozorim na odnos do žrtev enega od 3 totalitarnih sistemov, ki je v Sloveniji opazno drugačen kot odnos do žrtev fašizma in nacizma. Seveda sem se spraševal, ali bom tudi od evropskih poslancev slišal, da moramo gledati v prihodnost in da ta vprašanja nikogar več ne zanimajo. Zanimalo me je, ali bo tudi naša tako željena Evropa, v kateri bivamo že 20 let, enako nema in gluha za solze,
ki niso mogle teči, kot je moja država. In dobil sem odgovor, ki ga nisem pričakoval. Veliko bolj empatičnega, bolj razumevajočega in bolj odločnega. Potrditev, da mora biti odnos do žrtev vseh treh totalitarizmov enak in da je to že dolgo evropska norma, sem dobil takoj po zagovoru peticije. Nekateri evropski poslanci niso mogli verjeti, da so razmere v Sloveniji, ki jo tako spoštljivo gledajo navzgor, v odnosu do preteklosti drugačne, kot bi morale biti. Čakam, kaj bo odgovorila slovenska vlada na vprašanja Evropskega parlamenta. Pripadam tisti generaciji slovenskih zgodovinarjev, ki prosto po Marku Aureliju misli, da ne ravna včasih krivično le tisti, ki kaj stori, ampak tudi tisti, ki ničesar ne stori. Poskušali smo premikati meje, predvsem v glavah, v razumevanju, v odkrivanju, v pieteti. Veliko smo upozarjali, prosili, večkrat bili slišani, še večkrat pa ne. Tega poglavja slovenske zgodovine, ki bi izenačilo odnos do vseh žrtev, Slovenci očitno še ne moremo zapreti. Da smo tako zelo vsak sebi, kažejo besede župana, ki ne najde na največjem vseslovenskem pokopališču na Žalah prostora za romske žrtve, tudi ne za tistih 50 iz Iške vasi, večinoma žensk in otrok. In tudi ne za 3450 žrtev iz Macesnove Gorice. Na to, da smo vsaj začasno pokopali žrtve iz Hude jame na mariborsko pokopališče, smo čakali 7 let. Sprašujem se, koliko let bomo čakali, da bomo lahko k zadnjemu počitku v Ljubljani položili žrtve iz Macesnove Gorice in drugih grobišč. Sprašujem se, zakaj smo pri usmiljenju, pri sočutju, pri temeljnem civilizacijskem dolgu, ki ga je uveljavila že Antigona, tako veliki zamudniki. Sprašujem se, kako bomo brez zapiranja tega neslavnega poglavja naše zgodovine in, kot kaže, tudi naše sedanjosti, ki je očitno gluha za te izzive, šli naprej, kot posamezniki in kot skupnost. Tisti, ki se ne spominjajo preteklosti, so obsojeni na to, da jo bodo ponavljali. Tega si ne želim, ne zase, kaj šele za naše vnuke. Ne želim, da v našem narodu prevlada Kreonov duh, ki je ločil trupla bratov Polinejka in Etookla, poraženca in zmagovalca, na tistega, ki si pokop zasluži, in onega, ki ga je prepustil ujedam. A od Sofoklejeve dobe sta menili že 2000 leti in pol. Ali res v vsem tem času v kulturi spominjanja nismo naredili koraka naprej? Danes sem tukaj zato, da z vami delim moje skrbi in da jasno povem, da od demokratične in samostojne Republike Slovenije pričakujem več. Sem pa danes tukaj tudi zato, da bom prižgal svečo za Elzo Premšak. Elza Premšak je bila maja 1947 obsojena na smrt in ustreljena, stara 33 let. Divizijsko sodišče v Celju jo je obsodilo, ker naj bi govorila, da organi za zaščito naroda pretepajo ujetnike in izvajajo množične likvidacije. Slišali so jo govoriti tudi o likvidaciji v Hudi jami, kjer naj bi po njenih besedah bilo umorjenih 1000 belogardistov. Ustreljena je bila zato, ker je, in danes to vemo, govorila resnico.
Zdaj pa bomo prisluhnili besedam duhovnika dr. Janeza Zdešarja, ki je kot 19-letni vojni ujetnik na poti v smrt skupaj z 11 sotrpini uspel pobegniti iz taborišča smrti Teharje. 4 so beg preživeli. Dogodke je opisal v knjižici Spomini na težke dni. Po srečnem naključju, saj so dolgo veljali za izgubljene, so spomladi 1990 izšli pri založbi Družina. Po slabih 50 letih neprostovoljnega izgnanstva se je že v času samostojne Slovenije vrnil iz tujine. Tam je namreč deloval kot izseljenski duhovnik. Zgodbe, kot je njegova, lahko najdete v največji zakladnici ustne zgodovine v Sloveniji, na spletni strani oddaje Moja zgodba na Radiu Ognjišče, kjer je v poslušanje ponujenih že skoraj 1000 oddaj, ki jih tedensko objavljamo že skoraj 20 let. Z doktorjem Zdešarjem sva se srečala kmalu po njegovi ponovni vrnitvi v domovino. Pogovor, iz katerega delček boste slišali, sva posnela leta 1997 v predavalnici na Teološki fakulteti. Mirno in odločno je opisoval, kako se je še kot mladoletnik pridružil domobrancem. V pričevanju je povedal, kako je doživel konec vojne, umik na Koroško in angleško prevaro, ko so razorožene protikomunistične borce in civiliste izročili v roke partizanov. Nadalje, kako so jih pripeljali v Celje, kjer jih je sprejela nahujskana množica in so partizani s konji gazili po ljudeh. Oči so se mu večkrat orosile, še posebej, ko je govoril o sotrpinu Andreju Mehletu, s katerim sta ostala skupaj na begu, dokler ta ni bil ubit 27. junija nekje pod Čemšeniško planino, Zdešarju pa je uspelo pobegniti. Vrh njegove pripovedi je na koncu, v njegovih vprašanjih, zakaj je ravno on preživel in če tistim, ki so mu povzročili toliko gorja, kaj zameri. Prisluhnimo. V Teharji so nas najprej postavili v barake in prav tako na gosto kot prej v vagone. Tam ni bilo možno niti ne sedeti na tleh, da ne bi kdo drug tebi slonil na kolenih ali pa na hrbtu in podobno. In potem se je začelo tisto žalostno dejanje, ko so prihajali vsak večer s kamioni, nas sklicevali skupaj, vpili na glas naša imena, kdo je bil klican, si moral prijaviti, tukaj sem, in na to so ga odpeljali. Prihajali so tudi čez dan novi domombranci, še od drugod, skupino C, ki bila najbolj številčna, niso mogli več vdržati v barakah in so nas pustili na prostoru med barakami, tako da smo bili na tleh, tla so bila blatna, na tem smo potem ležali in bili praktično od 1. dne junija pa do 21. junija, ko sem ušel noč in dan pri soncu, pri temi, svetlobi, pri dežju, pri neurju, pri vetru, pri vročini, vedno tam. Seveda, glede hrane, prve dni, 2 dni ni bilo sploh ničesar, ali 3 dni, še na to smo potem prvikrat lahko dobili vodo, potem smo pa začeli dobivati neko juho, v kateri bilo nekaj listov posušenega zelja. Najbolj morda grozno za nas je bilo to, da smo potrebo morali upravljati kar na prostoru v sredi, in sicer velik sod, nek nizek sod, prišel vseh, in če smo hoteli to sprazniti, smo morali z rokami zajeti blato, urin in ga v procesi nositi nekaj 10 metrov stran iz tega ograjenega prostora. Tam smo na hitro si lahko izprali nekoliko roke in na to z istimi rokami pili vodo, koliko smo jo pač takrat dobili. Vem za primer,
ko so materi vzeli otroka. Koliko je bil star, ne vem, pač pa je bil to nekaj mesečni dojenček. To sem videl sam. In materi so ga vzeli, to smo lahko videli in opazovali, ki je od bolečine jokala, tulila, prosila, roke vila, naj nekar ne vzamejo tega otroka. In so ga vzeli. Misel na pobeg ni moja misel bila, temveč mojega prijatelja Lojzeta Debevca. Prišel je k meni in rekel, da ima namen pobegniti, če se pridružim. Ne vem, kaj v meni bilo, da sem tako rekel da. In takrat je v meni nenadoma šinila misel, jutri bom svoboden, ali na zemlji ali v nebesih, končno ni važno. Toda prenašati ta poniževanja, to lakoto, to muko, tega ne bom več, od jutri naprej ne, od jutri naprej sem svoboden. Pobeg iz Tehari, to ni prav nič nobenega junaštva z moje strani. Misel na pobeg v tistih zadevah je bila blazna, je bila irealna, nemogoča. Da nam je uspelo, osebno pripisujem samo in zgolj božji naklonjenosti. Zakaj ravno jaz? Ne vem, na to nimam odgovora. Morda je delni odgovor v tem, da sem potem lahko pričal vsa desetletja, najprej v tujini. In to pričevanje v tujini o resnici v domovini ni bilo vedno lahko, tudi ne nevarno. Zdi se mi, da je Bog hotel nekoga, ki bo govoril, ki bo povedal, kako je bilo. Nič več pa nič manj. Mene so tepli, so me marsikaj grdega naredili. Spomnim se mladega fanta, ki mi je tepel. Ne vem, zakaj mu ne bi odpustil, vse sam ne ve, kaj delo. Bil zapeljan. Pobili so mi najbližje sorodnike, strica, teto, 4 fante. Moja mama je bila zaprta zaradi tega, ker me ni javila oblastem, da skriva vojnega zločinca. Moj oče je bil zaprt 2-krat, moja sestra 2-krat. Ne vem, jaz nimam težave odpustiti. Ljudje ne vedo, kaj delajo. To je že Kristus rekel na križu in skušam biti njegov učenec in meni to ni težko. Končno, kdor se ne spravi, ta je še vedno jetnik, ta ni svoboden. Je jetnik in ujetnik svojega sovraštva in je ujetnik strahu, ker se boji lastne zgodovine. Kdor se je svobodil strahu, kdor se je svobodil sovraštva, ta je svoboden, pa je vseeno na kateri strani je bil. V Tehari so nas najprej postavili v barake in prav tako na gosto kot prej v vagone.
Martina Presečnika, dedka od mojega moža, so julija leta 1942 na podmirski kmetiji v Lenartu pri Gornjem Gradu prijeli nemški policisti. Obtožili so ga, da je aktivistom OF obljubil pomoč. Najprej so ga odpeljali v celjske zapore, od tam pa v taborišče Mauthausen. Doma je za njim jokalo 7 otrok in noseča žena. Po nekaj mesecih so dobili obvestilo, da je Martin Presečnik v taborišču umrl. Pred nekaj leti smo sorodniki najeli avtobus in skupaj odromali za dedkom v Mauthausen. Vera, sedanja ta mlada na Podmirju, je šla po domačih poljih in travnikih, kjer je Martin nekoč kosil in oral, in nabrala rože, da smo dedku nesli cvetoč pozdrav s Podmirja. Danes prinašamo našim dragim spomin cvetje iz vse Slovenije. To cvetje je v naših poljih vzcvetelo iz črne prsti, krvi in solza. V davni pomladi, v neštetih majih, v našo pomlad. To cvetje diši po davnih majih in vseh majih prihodnosti. To cvetje nikoli ne bo ovenelo. To cvetje je v naših poljih vzcvetelo iz črne prsti, krvi in solza. V davni pomladi, v neštetih majih, v našo pomlad. To cvetje diši po davnih majih in vseh majih prihodnosti. To cvetje nikoli ne bo ovenelo. Naši rojaki, ki so živeli v temi in smrtni senci, kakor mi vsi, ki živimo v takšnih ali drugačnih sencah ali sončnih svetlobah, verujemo, da je Kristus naša luč. In ta luč, ki je njim svetila, jim je prinesla večni mir in verjamem, da bo tudi nam Slovencem, vsem Slovencem in vsem našim državljanom dala luč in upanje. A vsakdo izmed nas naj se ubere po tej poti za njim, da bo svetil in tako prinašal luč drugim, ki so morda v temi in smrtni senci še danes. Ali na nek način je vsakdo izmed nas v temi in smrtni senci, zato vsi glejmo na Kristusa kot našo luč, da bomo svetili tudi današnjemu svetu. In to luč prižigam svojim rajnim stricama umorjenima na Teharjah ali drugemu na Dolenjskem in vsem našim žrtvam. Varuhe spomina lepo povabim, da pridete in prižgete svečko svojim dragim. Jaz sem varuh spomina na mojega starega očeta,
Viktorja Cvelbarja iz Sel pri Šentjerneju. Ubili so ga sred vojne. Ni bil pripadnik nobenih enot. Ne vem, kam so ga zagrebli. Zato danes tu prinašam cvetje z domačije. Jože Krašnaj iz Šentjerneja. To skromno lučko prižigam za mojega daljnega sorodnika, Janka Komljanec, teologa, župnika v Prečni v Novem mestu, ki je leta 1942 pod roko zločincev umrl v strahotnih mukah v dolinici pod Starim gradom. Podrobneje je dogodek opisala in razsvetlila v zapisu doktorica Bobič in o njem podrobneje opisala celoten dogodek, tako da se ji ob tej priložnosti tudi zahvaljujem. Sem Ivanka Krašna, rojena Panjon iz Šentjerneja. Spomin ohranjam in to svečko prižigam in tudi prinesla sem cvetje poljsko za sorodnika Franca Metelko iz Čudnega sela pri Črnomlju. Rojen je bil 25. novembra 1903. leta, umrl pa je v koncentracijskem taborišču na otoku Rabu 7. januarja 1943. Ta kraj sem tudi obiskala. Vse žrtve so imele svoje grobove in znani so bili datumi smrti vseh umrlih, za razliko od mnogih pokojnih žrtev, ki na slovenskih tleh naj ne bi imeli niti dneva spomina. Vendar je bilo to dokaj vzorno urejeno pokopališče že kmalu po vojni, leta 1953, oskrunjeno od komunističnih oblastnikov. Tako usodo so doživela mnoga pokopališča, tudi na slovenskih tleh, kjer so bile žrtve prve in druge svetovne vojne. Grobovi so bili zravnani z zemljo, tako da grobov ni več, križev ni več, tudi na Rabu je vsak grob imel križ. Tega ni več. Zato naj bo spomin, zato naj bo molitev prav za vse žrtve v našem spominu, v naši molitvi. Jaz se oglašam imenu otrok s Petrička. O tem vam ne morem mojih osebnih doživetij tam povedati, ker sem bil še premajhen, 2,5 leta star. Rad bi pa poudaril, da je bil Petriček le vrh ledene gore vse tragedije. Tragedija se je dogajala drugje še. V Starem Piskru, kjer je končala moja mama, na Teharjah. In rad bi doživel dan, da mi nihče v Sloveniji ne bo mogel nekaznovano reči, zakaj niso še tebe pospravili. Jaz sem varuh spomina na mojega ojca, maminega brata, mladega inženirja, ki so ga pobili
pa nikoli ni prejel za orožje. Tudi groba še nima, pravim, še nima. Že najstarejše civilizacije so svoje pokojne pokopavale. In iz grške antične literature poznamo Antigono, ki se je srčno, hrabro borila za svojega brata, da ga pokoplje. In Palatinus, Enejev karmar, ki je padel v razburkano morje, je potem na robu spodnjega sveta ob reki prosil Eneja in Sibilo, naj vendar vržeta vsaj prgišče zemlje nanj, da bo pokopan. Prerokina Sibila mu obljubi grob in spomin. Tudi mi, ki čakamo na grob naših žrtev, bomo nekega dne preko DNK spoznali, kdo so, kje so, prišli bomo ponje, odnesli jih bomo, jih s pieteto pokopali in imeli bodo spomin in grob. Sem varuhinja spomina 4 sorodnikov po mamini strani iz Kamnika pod Krimom. Ljubeč in boleč je ta spomin. Bili so mladi ljudje, stari 35, 34, 30 in 10 let. Kmetje, rodoljubi, ki so živeli in dihali za svoj narod. Nedolžni ljudje. Težko je, ko razmišljamo o tem, da tudi mi zanje nimamo groba. Prišli so iz Rakitne in se poslovili od domačih ob koncu vojne in rekli, da gredo na Koroško. Nikoli več niso prišli nazaj. In med nami ni več mojih starih stricev in so po imenih Martin Šuštar, Tone Smole, France Intihar in Gabriel Intihar. Žene so ostale vdove. Številni otroci so ostali sirote brez očetov. Drugi sorodniki brez bratov, bratrancev, stricev in podobno. Globoko jih nosimo v srcu in si želimo, da bi tudi mi za njih lahko napisali ime na njihov nagrobnik. Sem varuhinja spomina Ane Bezjak, rojene 1902 in je izginila 9. aprila 1945. Hkrati prižigam svečko tudi za svojega strica, očetovega brata, Henrika Heverla, ki je pri svojih 31 izginil nekega majskega dne 1945 in zapustil malo deklico in nosečo ženo. Sem varuhinja spomina svojega starega očeta, Alojzija Šajn, ki je bil rojen 1909 in so ga Nemci odpeljali. Pustil je dva majhna dojenčka in svojo ženo. Sem pa varuha spomina tudi Jožeta Bernarda, ki je bil rojen 1909 doma iz Jesenic. Ob tem bi izkoristila priložnost in bi povabila vse tiste, ki jim je do našega naroda, do sprave, ki imajo nekaj empatije. Antigona je rekla,
da ljubim, ne da sovražim, sem na svetu. Odprite svoje srca in prisluhnite tem dušam, ki jih še zmeraj nismo pokopali. Sem France Kandare, prihajam iz Dan v Loški dolini na Notranjskem. Sem varuh spomina mojim stricem in starega ata. Sem varuh spomina Kandare Janeza, pogrešenega od julija leta 1942, starega 31 let. Sem varuh spomina Kandare Petra, ubitega leta 1943, starega 21 let. Sem varuh spomina Kandare Franceta, pogrešenega od leta 1943, starega 34 let. Sem varuh spomina Kandare Bineta, pogrešenega od leta 1944, starega 18 let. Sem varuh spomina Kandare Stankota, pogrešenega po koncu vojne maja 1945, starega 32 let. Sem varuh spomina Kandare Alojzija, pogrešenega po koncu vojne maja 1945, starega 26 let. In na starega ata Kandare Franceta, pogrešenega po koncu vojne v maju 1945, star je bil 62 let. Odpustil sem, pozabiti pa ne morem. So bile besede mojega očeta, Kandare Ludvika, najmlajšega sina in brata umorjenih. Sem varuhinja spomina svojih dveh stricev, 22-letnega Ivana Trevna in 20-letnega Franca Trevna, ki sta kot mlada domobranca odšla z ostalimi rovtarskimi domobranci na Koroško, bila vrnjena v Teharje. Njuno zadnje počivališče, tako kot počivališče ostalih rovtarskih domobrancev, pa je na Hrastniškem hribu. Tega nam niso povedali tisti, ki so to lokacijo pripravili. Vemo iz pobega dveh mladih rovtarskih domobrancev, ki se jima je uspelo rešiti iz Hrastniškega hriba. Vsi ti mladi fantje so umrli za krščansko vero, za slovenski narod in za slovensko domovino. S tem so nam dali ogromno duhovno dediščino, iz katere lahko živimo še danes, in na to smo zelo ponosni. To svečo prižigam za moja dva strica in za vse rovtarske domobrance po številu 152. Sem Urška Florjančič iz župnije Stara Loka. To cvetje iz naših travnikov polagam za vse pomorjene v gozdu pod Marijinim svetiščem v Crngrobu. Tam še vedno jih več 100 leži v breznih tega gozda in čakajo vse nas, da jih poiščemo in jim najdemo grob. Od aprila do septembra pred 2 letoma
so arheologi v Breznu pod Macesnovo gorico izkopali posmrtne ostanke 3450 moških, umorjenih od 2. do 10. junija leta 1945. Inštitut za novejšo zgodovino navaja nekatere žrtve kot kraj smrti Kočevski Rog. Med njimi so tudi naslednji. Anton Babič, 33 let, Podgora. Jože Babič, 19 let, Podgora. Jožef Babič, 21 let, Hinje. Ludvik Bahovec, 20 let, Mala Račna. Alojz Bajec, 22 let, Ljubljana. Andrej Bajec, 36 let, Zloganje. Leopold Vladimir Bajec, 26 let, Ljubljana. Jože Bajuk, 25 let, Božakovo. Pavel Bajžel, 19 let, Stranska vas. Janez Bakše, 20 let, Mihovica. Franc Bambič, 36 let, Ponikve. Franc Bambič, 19 let, Travnik. Ivana Bambič, 20 let, Travnik. Jožef Bambič, 25 let, Črešnjevec pri Oštrcu. Anton Ban, 21 let, Dolnja Stara vas. Franc Banič, 38 let, Dolnja Stara vas. Frančišek Banič, 43 let, Hrvaški Brod. Stanislav Baraga, 26 let, Kozarišče. Franc Barbič, 30 let, Šutna. Jožef Barbič, 20 let, Dobrava. Rudolf Barbič, 21 let, Dobrava. Alojzi Barle, 36 let, Dolnje Selce. Anton Barle, 41 let, Gorenje Kamenje. Ivan Bartol, 24 let, Hrib. Franc Bartol, 38 let, Dolnje Lakovnice. Jožef Bašelj, 21 let, Gorenje Kamenje. Ivan Gabriel Baudek, 19 let, Ulaka. Janez Baudek, 26 let, Marinčki. Jožef Baudek, 20 let, Ulaka. Andrej Bavec, 36 let, Šmarata. Spoštovani, rad bi spregovoril o mojem dedku, ki ga kličemo očka Frank. Po začetku vojne je bil mobiliziran v nemško vojsko in brž, ko je mogel, je od tam dezertiral. Odšel je v gost k partizanom, a od tega, kar je videl, ponovno dezertiral. Pridružil se je domobrancem, s katerimi je bil ob koncu vojne, po izdajstvu angleške vojske, vrnjen v Slovenijo, ki jo je že okupirala komunistična totalitarna oblast. Izkušnje so mu povedale, da je zapisan gotovi smrti in je zato s prijateljem tvegal pobeg iz zastražene kolone. Tako se je rešil smrti v enem izmed slovenskih morišč, ki še danes težijo slovensko zemljo. Očka Frank je po rešitvi, po mnogih letih, a vendar mnogo prezgodaj, umrl v svobodi tuje dežele. Bil je pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. A kje so grobovi drugih mož in fantov, brezpravno ubitih v imenu revolucije med in po vojni,
Teh grobov ni. Večinoma so ostali na moriščih širom naše domovine. Draga Slovenija, zakaj ne pokopljaš svojih otrok? Rad bi spregovoril tudi o stari teti Vani, ki je ostala v tako imenovani svobodi. Pred leti mi je razlagala, kako je trpela pod komunizmom. Kriviče in nasilje ženskega zapora v Brestanici presegata domišljijo nas, otrok blaginje. Popis njenega trpljenja je zelo podoben tistemu, ki ga je dobro opisala Angela Vode, ki je bila pravnomočno rehabilitirana. A kje so nevladne organizacije, ki se zavzemajo za pravice žensk in pogosto kličejo po reparacijah? Draga Slovenija, zakaj so nekatere ženske drugorazredne? Rad bi spregovoril tudi o otrocih in vnukih povojnega časa. Titoistični propagandni stroj je poskrbel, da mnogi, predvsem mestni sovrstniki, menijo, da smo živeli v razmeroma lepo urejeni državi. Pravijo, imeli smo visoko kulturo, industrijo, vrhunske znanstvenike, olimpijske igre, predvsem pa smo bili enakopravni. Ali res? Ko sem se pred komaj 10 leti preselil v vaško okolje in se pogovarjal z eno od novih sosed, mi je hitro priznala, veste, v socializmu smo bili zatirani. Medtem ko so tisti s partijsko knjižico imeli dopust in vikende, smo mi delali za preživetje. Vsi so bili enakopravni, a eni so bili bolj enakopravni od drugih. Komunistična osvoboditev je bila tako dobra, da smo se pravzaprav morali še enkrat osamosvojiti. Zakaj ta logični preskok predstavlja salto mortale za najvidnejše intelektualce našega prostora? Draga Slovenija, zakaj si pozabila, čemu si se osamosvojila? Danes smo se tu zbrali zaradi spomina. To ni bežen spomin, ki se skupaj z Magdalenco raztopi v prijetnem kramljanju ob dogodkih, za katere smo menili, da smo jih morda že pozabili. Nasprotno. Ta spomin je osnovni gradnik človeškega bivanja, ki preteklost in prihodnost povezuje v neločljivo celoto. Spomin, ki je kompas posameznika in družbe ter temelj civilizacije. Spominjati se pomeni vedeti, kaj se je zgodilo, zato da vemo, kdo smo in kam gremo. Čeprav pieteten namen spomina ni objokovanje njih, ki so svoje boje dobojevali in je njihov tek dokončan. Je spomin, ki nas kliče v resnico in življenje. Pravi spomin ima svoj počitek samo v resnici in ta je tista, ki jo osvobaja. Tega spomina pa nam nihče ne more vzeti. Iz tega spomina v Novi slovenski zavezi kličemo slovenski državi. Naj izda mrliške liste, naj obsodi nasilje revolucije in naj pokoplje svoje hčere in sinove. Jaz sem varuhinja spomina mojih dveh stricev, Stanko in Viktor Krulc iz Moravč, verjetno ležita v Teharjih. Sem varuhinja spomina tudi na vse pobite mravljetove iz Brezovice, moj tast in moje 4 svaki. Sem varuhinja spomina tragedije družine Mravlje z Brezovice pri Ljubljani. Moj oče, kot 10. otrok, ko je bil star 5 let, izgubil svojega očeta, Antona Mravlje, 2 brata, Vinkota Mravlje in Franceta Mravlje. In tisto noč so tudi odpeljali brata Antona Mravlje na ključ. Očeta in 2 brata so umorili doma in temu je bila tudi priča ostali del družine, ki je preživel. Še enega brata pa je izgubil v Kočevskem Rogu leta 1945. Mimo vallovi šumi
Angleški pesnik Thomas Terence Eliot je zapisal: Skrivnost hudobije je pregloboko brezno, da bi ga umrljive oči lahko dogledale. In ko se nocoj zaziramo v brezno vojne in revolucije, lahko samo strmimo v neko neprodirno skrivnostno temo, navdani s svetim spoštovanjem do vseh žrtev. Nad Slovence je leta 1941 prišla velika nesreča. Vojna, revolucija, državljanska vojna je naš narod dobesedno zdesetkala. Zgubili smo okrog 100.000 ljudi, večinoma mladih, ljudi v času največjega življenjskega zagona. Največ jih je pobrala revolucija. Med žrtvami revolucije so bili tudi mnogi partizani, ki še danes nimajo groba. Neke vrste žrtve pa so bili tudi voditelji revolucije. Ideološka zanesenost jih je potegnila v vrtinec zla. A tudi oni so del slovenskega narodnega telesa in del naše narodne zgodovine, ki jo moramo sprejeti in se ob njej učiti. V znamenje empatije in kot gesto sprave prižigamo sveče tudi njim, še posebej pa vsem tistim partizanom in revolucionarjem, ki nimajo ne groba in ne spomina.
Tu se srečujemo živi in mrtvi. Tu si povemo, kar duše drži. Duše živih in mrtvih. Tu ni sprenevedanja, ne laži. Tu govorimo samo resnico. Tu se srečujemo sredi dneva ali sredi noči, kadar dozori bolečina samote ali srčna potreba po bližnjem. Tu se obnavljajo stare vezi ali se spletajo nove. Tu se prečistita vest in kri, da vsakdo lažje dalje živi. Živi v mrtvem in mrtvi v živem. Tu se srečujemo, brez napovedi, sredi dneva ali sredi noči, ko dozori bolečina samote ali srčna potreba po bližnjem. Spoštovani, se že zbirajo, smo slišali lani, in res smo se zbrali. Tudi letos, da bi se spoštljivo poklonili v spomin še danes ne do konca preštetim žrtvam komunističnega nasilja. Hvala vsem, ki ste sodelovali na današnji slovesnosti, tako nastopajočim, kot vsem vam, ki ste ta večer prišli na Trg Republike. Hvala tudi vsem tistim, ki jih zaradi bolezni, starosti, oddaljenosti ali drugih razlogov ni tukaj, so pa z nami in z našimi umorjenimi povezani z molitvijo in v mislih. Mi, ki smo ostali živi, smo dolžni spregovoriti v njihovem imenu, je nekoč dejal Justin Stanovnik, naš današnji pričevalec pa dodaja: kdor se ne spravi, je ujetnik svojega sovraštva in svojega strahu, ker se boji lastne zgodovine. Kdor se je osvobodil strahu in sovraštva, ta je svoboden. Nocoj smo pokazali, da nas ni strah ne bolečih spominov, ne boleče realnosti. Usmiljenemu izročamo žrtve, naše mučence, njihove rablje in ves slovenski narod, v upanju, da bomo sposobni sprejeti našo zgodovino v vsej njeni resničnosti in z njo spravljeni tudi živeti. Tu so izviri naše svobode in to svobodo hočemo ohranjati. Nadaljujemo pa tudi delo za ohranitev spomina. Že jutri zvečer bo tako v galeriji frančiškanskega samostana Svete Ane v Kopru odprtje razstave o Macesnovi Gorici, ki je svojo pot začela v Škofovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano. Z razstavo, ki razkriva pretresljivo skrivnost nedari slovenske zemlje, se zapovedani molk spreminja v zgovorno pripoved o zločinu, ki bi se ne smel zgoditi. Pa tudi v življenjski kisik, ki ga naš narod še kako potrebuje. Laž namreč duši, resnica nas vse osvobaja. Tudi zaradi tega smo se ta večer zbrali. Spoštovani, ob koncu naše slovesnosti na predvečer uradno sicer ukinjenega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja prisluhnimo oktetu Deseti brat, ki bo zapel slovensko ponarodelo Lipa zelenela je. Vsi smo povabljeni, da se jim pri drugi in tretji kitici pridružimo, saj nova pomlad zelena, nov bo cvet pognala, ker smo ljudje.